kako so navale name. Glejte, kako me imajo rade. Ker bi tu ženske tak naval bil. Si vesela? Glejte, to vesele, ker mejhen otrok. Spodnje Kriško jezero od mečken više točke, pa še kavboj, ki so me užolile tle med jajci, po domače povedano. A pa misliš, da je čista? Ne, gor tam ludo, kar sem ga videl. A lik zdaj, ko si na tanko, ne bom pa še malo počakal. Tjaša po dolgem času spet greva. V hribe. Ja, res je. Ni bilo časa. Kam gremo točno, da ti to povej tvoj oče, da nas vodič, pa ja, gremo bolj do veš. Pogačnikovega doma na Kriških podih. Gremo pa iz doline Zadnjice. Tako, to smo zdaj tukaj na prikarišču in tukaj le parkiramo, plačamo parkirnino, ki je 5 evrov in gremo počasi gor. Koliko pa imamo? 4 ure je pisalo, ne? Ja, cirka 4 urce imamo do gor. Ok. Kaj misliš, bo šlo to z lahkoto ali se bova namatrala? Jaz mislim, da se malo bom, ker nisem veliko v najboljši kondiciji. Jaz tudi ne. Ampak počas, lej. Upam. Imamo pa, vsaj tako kaže, ful srečo z vremenom, tako da bo ful lep dan. Ful sonce nabija, komaj gledam, se vidite. Tako da bo šlo. No, neč, gremo. Gremo. Tukaj je tabla, da je prepovedano kopanje. Je pa tukaj lep tolmunček, je pa tukaj kao neka mala hidroelektrarna. Lejte, tako da niti ne smešet. Mi pa tole nadaljujemo gor. Zdaj smo zračunali, da bomo naredili 1400 višinskih metrov. Wow, me je kar mečken kap zadela, tako da nisem čist prepričan, kako bo tole šlo, no, tako da bomo videli. Nikakor ne moramo ugotoviti, kako se reče te reki. Gledamo na internetu, pa ne najdemo, a je to Zadnjica, a je kaj drugega. Ne vem, je pa zelo lepo. Lejte, tukaj le še en pritoček, ki se vse posod zliva. Fantastično. Pot je čudovita. Lejte. Lepe gore, na drugo stran Brno, ki je sonce, pa se nič ne vidi, ampak ful je čudovito. Pa glih prav se uspenja gor, tako da hitro dobivaš metre, pa da nisi preveč utrujen. Zame idealno. Tukaj celo en čiščis mini slapček, curek teče, no, ampak zanimivo, tukaj sicer vode ni več, včasih najbrž tukaj čez teče, pa dol naprej. Ejte, tle pa gor, ful lepo. Višji, ko sva lepše. Lejte, tu dolina Trente, dol v zadju, fantastično. Tudi tele hribi v okolici fantastični. Ko bo pa gor prišli še višji, bo pa še lepše. Tako, kot sem predvideval, višji, ko bomo, lepš bo. To je zdaj dolina Trente, že malo lepš bo, pa še lepš. Če vam po pravici povem, me pa že malo matra. Malo sem zmatran, imamo še na 400 višinskih metrov, 1000 smo jih naredili in noge niso več sveže, kakor so bile. Grem kar težko. Kaj pa ti, Tjaša, ti pa kasrnca gor? Kaj gam spravlja? Ja, ne, priznam, tudi mene že kar malo matra, zdaj že dobre 3 urce hodimo, tako da to je kar, no. Nisem letos še toliko se namatrala. Ja. Ampak še malo. Nimamo več veliko. Razgledi pa super. Ampak zanimivo, prej sva gledala gor, sva rekla si še pol ure pa sva gor. Pa že na uro hodva, pa nisva nikamor prišla. Ja. Zdaj pa res po moje še manjka pol ure. A ja, jaz pa mislim, da je na urco, kar še imamo. A misliš? Mislim. Če smo res kar gor. Boš videla. Vleče se, ampak lepo je pa ful. Čedalje lepše. Tako da, kakorkoli obrneš, tole se splača. Poglejte, zanimivo, na tej višini 1850 metrov še takole voda teče. Se gre malo osvežiti, pa mečke napiti. Sicer imam še vodo, ampak tale bo boljša, kot pa iz plastenke. Se verjetno strinjate z mano. Mrzla, kvalitetnejša, brez plastike.
Tako da tole je to. Imaš prav, da si bo natočil najbolj čisto vodo. Najbolj svežo. Povej, kakšna je. Čist drugačna kuna iz plastenke. To pa Ali verjamem. imam pa samo občutek. A je ful ledena. Ja, može da je, se ti dobro. Priporočam teša, da se tukaj natočiš. Mogoče si bom pa res malo. A pa misliš, da je čista? Ne, gor tam ludov, kar sem ga videl. A lik zdaj, ko si na tanko, bom pa še malo počakal. Ko boš pa zdaj naredil? Sedelitom dal v vodo. V to Ja. čisto prirodno gorsko vodo. Kako? Jaz same vode ne morem piti, moram nekaj dodati, ker sedelica mi je dobra in pol več spijem, drugače pa dehidriram. Dobro, to se strinjam. No. Sicer jo dam pa čist malo noter. To se pa Jo strinjam. dam pa čist malo noter. Tako da samo mečkam dodam okusek in je to. Ne, se to se strinjam, da pri športnih aktivnostih rabiš neki... Ne, ker bi drugače dehidriral, ker bi premalo pil. Tako to mi je pa dobro, se pa kar nalivam. In je tako premalo pijem in se moram nalivati. Elej, si pravim. Eni cedevito, eni pa cviček. Ja. Karkoli. To je zelo pametno, pa ne vemo. Evo, slapček tak, lep, luška na 1850 metrih. Da so malo bližnjica udarila. In, gledajte, to pa celo, je pa tamle voda. Tam prav teče, midva se pa tle matrava točet. Tjaša so pa bumbarja. Tle pa prav prištimano za vodo. Ne, se lahko pa slečeš, pa se lahko ne. Ja, misliš, da je dovoljeno? Ja, pravi, visokogorskih jezer se ne smeš kopati, ne. Zanimivo. Lej, kočo vidim. Kočo vidim. Res. Stop 2 metra sem, pa boš tudi videla. Pa vidite, kakšni lepi hribi v okolici. Lej, da boš vesela. Si vesela. Res, ja. Lejte, to vesele, kar majhen otrok. Zdaj mi prav tlega, lej. Wow, tole pa je razgled, lejte. Noro, lejte, noro lepo. No, tlele pa Tjaša predvidevava, da je jezero, oziroma jaz sem predvideval. In tlele vidva res tablo spodne Kriško jezero in gremo malo kale, da ga vidva. Verjetno pa je nekje še zgornje, če je to spodne. Spodnje Kriško jezero od mečken višje točke, fantastično, lejte, fantastično pa tudi ozadje. Zadnji metri do koče, če dale lepš ratuje. In lejte, tle kamu se lahko greste, Stenar uro pa pol. No, Stenar vrata uro pa pol, Stenar 2 ure, Križ ura 45, Bovški, Gamščevec 1:15, Tajbris, Lukna 3, Triglav je malo predelec 7 ur, Križ uro 30, vrh Kriške stene 1:45. Tamle, lejte, zadaj pa predvidevam, pa nisem še videl, da bi moglo biti pa ta drugo jezero, ker če je bilo uno spodne, mora biti eno tudi zgornje. Žal ta zadnji jaz, Tjaša je zadnjih 100 metrov tako letela, kad bi šlo za 100 evrov staviti. Bravo. Bravo. Toni pa seveda prvi, ki je najmlajši, pa mu najlažje gre to. Drugače pa brutalno lepo tukaj. Tole res škoda, da ne prespimo tlele. Madonna je lepo. Madonna, tudi približno si nisem predstavljal. Ja, res je. Še ena
top lepa točka. Lejte, to je Srednje Kriško jezero. A ni lepo? Mislim, jaz sem čist navdušen. Zdaj, kaj se mi je pa naredilo? Stojim jaz tlele in mi pade GoPro dol in tamle, lejte, čist v tistih smrekcah sem ga iskal, komaj sem ga najdel, dobro, da mi ni dol pol, mislim, sem pa štorast in neroden, da se buh usmilite. Okolica pa tudi čudovita. Ne vem, evo tamle pa Koča. Tukaj je samo 3 minute stran od Koče, lejte, še en smerokaz, Mlinarica 2 ure 15, Planja ura pa pol, pa Razor 2 ure. Te kamorkoli človek pride, sreča gre lahko. Lejte, direkt k meni. Ja, lejte, tle sem. Lejte, direkt k meni. Lejte, kaj me imajo rade. No, čak, ti se po vame zaletavaš ali kaj? Ja, noro. Ja, kako si lepa. Ja, lepotičke. Lejte, v družbi žensk. Lejte, kako so navale name. Lejte, kako me imajo rade. Ker bi tu ženske tak naval bil. No, tu bi pa bilo, lejte. Lejte, ližejo me najbrž zato, ker sem slan. Lejte. Ja, lejte, mi smo dobra družba, je tako, ne? Ja, ste lepe ste. Lepe ste in prijazne ste. Ja, ful ste dobre. Ful ste dobre, ne? Ja, lepotica moja. Neč, zdaj bom pa jaz mogel počasi, gospe. Ne? Ja, evo, lejte jih, koliko jih je. Čak, telefon mi pa pust primere. Lejte, zdaj pa ven ne morem priti. Kaj je, a? Lepotica moja. Me boste spustili ven? Ja, čakajte. Čakajte, zdaj posrali ste se tle po vse. Čakajte, kaj imate pa moj telefon? Čak, pa ne mi čevlju jest, ena mi če čevlje pojest. Ura je 4 popoldne in mi počasi zapuščamo tole Kočo. Gremo dol v dolino, gor smo dobre 4 ure hodili. Dol bomo pa 1-2 urce, ker bo malo še ustavljanje, bo 3, tako da bomo ob 7 dol glih prav. Tjaša, kjere si pa za danes obula? Kaj, čevlje? Ja, ta nizke merelke. Ta nizke merelke. Ta lepe. Ne, niso samo lepe, so tudi zelo kvalitetne in namenjene takim hribom, ki smo šli danes. Pa še celo, ker sem zdaj kar malo v krču glede teh izbire čevljev, sem celo včeraj moje sledilce vprašala v anketi, kjer mi priporočajo za to turo, za tiste, ki poznajo to turo, ali te nizke ali visoke, in večina mi je predlagala, da imam. Ne grem v nizkih, ker sem jih bolj navajena, ker itak ta pot ni neki ful, pač zahtevna. No, poglejte, lepe Tjašine merelke. Ja. Evo, jaz sem na poti dol. Lejte, čudovita pot. Mal je takih dobrih poti. Lejte, za gor je bila dobra in za dol je dobra. Bom po pravici povedal, da ko sem šel gor, da sem se matral. Zdaj, ko grem pa dol, je pa en sam užitek. Lepo počasi grem, razmišljam, uživam, diham. Lejte, res je super, vam povem. Tako da, mislim, zdaj bi rekel, tole bom še šel. Bi šel, ja, ampak imam še tukaj drugih, ki jih nisem šel, da ne vem zdaj, če bi šel, ne? Sem mogel tole zategniti. Tako da, ja, res, enkratno, bi vam malo tole pot pokazal, kakšna je. Čakam, da se mačkam bolj na uno stran uvije, noter, da ne bo proti soncu. Evo, gledajte, take lepote je to. Gledajte, kako je lepa. Gledajte, zdaj točno vem, kje smo. Gledajte, vam bom še naprej pokazal. Gledajte, fantazija tole, ne? Gledajte, to tudi ni nekaj nevarno, ni se treba nekaj ful matrati. No, a ni dober? Gledajte, super. Nisem mislil, da bo takole. 3 magneze sem požaral.
2 zjutraj, enega sem si dal pa še v pijačo, da sem ga pa s pijačo požaral. In veste, da me je na nogah kar začel prijemati. Tjaša pa ne noče, sta že naprej, se pa mora malo vse, ki me lahko kar čprime, zaznort. In tole pa nisem pričakoval. Tole je edini tak mal breku, kjer je treba biti kar pazljiv. Drugače pa se ste videli, drugače pa vse kar taka lepa pot, nimaš kam pest. Tukaj pa je mal, tako da pa tudi če bi pol, tole lejte bi kar globoko pol, ne. Ne vem, če sem tole posnel, ko sem šel gor. Tudi če sem, nisem tukaj, se ni tukaj dobro videlo, ko zdaj, lejte, zanimiva ta reka. Polno teh slapovčkov in tako naprej. Tako da lepo, veste, zdaj me pa matra. In zdaj tle od Tjaše oče prav še 4 kilometre. Jaz sem bil prepričan, da več kilometer pa pol ne more biti. In prehodili bomo 20 kilometrov. Tu pa po telih poteh, ne, pa tudi ni čisto enostavno, tako da se nič ne čudim, da me vse tako zelo boli. Spravim, krčme če prijeti v to mišico in moram se tudi malo bolj polahko hoditi. Evo, ful sem pa srečen, ker svoj avto vidim. Drugače, komaj sem prišel tam tle dol, vam povem. Vse me boli, 20 km smo naredili. Pa še kavbojke so me užolile tle med jajci, po domače povedano. Tako da me še tu boli vse. Tako da drugič pajkice oblečem, čeprav enem tu ni všeč. Pajkice so za v hribe, lejte, in to je to. Tako da, lejte, drugače pa zdaj bom pa dobre vole ratov, ker vem, da sem nekaj naredil. In jutri bo šele luštno spomin, kako sem bil včeraj v hribih, pa kako bom doma počival. Pa zdaj si pa še naprej pogledajte en video, ki sem ga pa gor pri koči posnel. Je zanimiv, tako da pogledajte si ga do konca. Jaz sem še zmeraj tukaj na Pogačarjevem domu, pa da vam povem majčken vtisov. Brutalno lepo je, res. Zdajle so majčken oblački prišli, pa je majčken manj lepo, ampak še zmeraj lepo. Pa lejte, prej sem vam že pokazal, tle dol pod mano je Srednje jezero, sem ga prej pokazal, ko ga je sonce obsijal, zdaj v temi ni tako lep, pa tam spodno, mislim, lejte, to je neverjetno in tistmu, ki tlele ne bi srce zaigral, ne vem, bi rekel, da je malo čuden, ampak ne bom rekel, ker vem, da smo ljudje različni. In lejte, po en stran sem ful vesel, da smo šli sem gor, po drugi stran sem pa ful jezen, da smo šli. Zakaj? Zato, ker prvotno je bilo mišljeno, da bomo spali tukaj, ampak je vse zasedeno. Mislim, to smo že včeraj vedeli, da ne bomo, ker se ne da dobiti zaspati. No, ampak jaz sem rekel, v redu, gremo gor, noben problem. Ampak zdaj, ko sem pa sem gor prišel, sem pa slabe vole, da sem šel sem gor, zato, ker mi je žal, da to enkrat drugič nisem šel, pa da sem tle 2 dni. In veste kaj, lejte, tamle unle hrib od zadaj, lejte, kaj je unle hrib dober. Tizgale bi jaz tako rad usvojil. Polejte, tamle je en zdaj sicer v tem ful dober. Tamle gor je eden, pa še eden. Mislim, jaz vam povem, ljudi, noro. In lejte, veste kaj, jaz razmišljam, zakaj jaz sploh še delam? Madonna, hodil bi takole v hribe, lejte. Jaz zdajle najbolj, kar bi si želel, da sem tlele gor 2 dni, da prespim v tej koči. Tu bi si najbolj želel. Me prav zanima, se moram pozanimati, kdaj jo zaprejo. Mogoče bi pa jaz tle knjigo lahko gor pisal. Mislim, ustvarjalno okolje je zelo. Zjutraj greš tlele na en hiter hrib, si v 3 urah nazaj, pol pa knjigo pišeš. Madonna, bi bilo dobro. Ne, mislim, tle je res tako lepo, da vam ne moram povedati.
Jaz se spomnim te kriški podi, pa te kriška jezera, tu sta mi že mama pa oče razlagala, kako je lepo. Pa sem si mislil, aj dobro, verjetno, da je lepo, ampak da je pa tako, kot sta to upevala, pa tudi približno nisem mislil. In lejte, vam povem, fantazija. Fantazija. In tisti, pa nočem biti nič nesramen, sem spodbuditi vas hočem, ker vam dobro hočem, ne. Tisti, ki ste danes doma, danes je sobota, preležali na kavču, lejte, vam je lahko tako žal, da niste šli nekam v hribe, ker je res tako lepo in lej, prešvicaš, nadihaš se svežega zraka. To je za zdravje super. Tudi kakšno kilco verjetno zgubiš, mislim. Ajde, če ne kilco, pol kile sem pa zgubil, sigurno sem jo, sem se kar namatral gor. Nisem v najboljši kondiciji, ampak veste, kaj moraš šele luštno hoditi v hribe, ki si poln kondicije. Rečemo, da bi jaz na 10 vrhov šel, kar bi dobil kondicijo, kaj bi to bilo še bolj luštno. In sam užitek po mojem. Roka začela boleti, bom prestavil. Tako da ljudje, lejte, razmislite, da bi šli kdaj v hribe. Tudi tisti fantje, ki ste samski, jaz moram reči, da tle nisem videl neprivlačne ženske. Punce ali pa ženske. Lejte, to so, prvič so te ljudje veseli, drugič so večinoma ljudi, ki gor hodijo z zelo dobro postavo. Seveda, če hodiš, ženske imajo lepe ritke, suhe so. Seveda ne more 100 kilam po teh hribih hoditi. Vse nasmejane, simpatične. Lejte, to je čisto drugo, tako da tisti fantje, ki ste samski, pa ki iščete, lejte, definitivno ne pozabiti na hribe. V hribih se po mojem da kakšno najdete. Lejte, tudi kar nekaj sem videl tako, ki so po 2 ženske, 2 prijateljice, tudi mama pa hčerka vidiš, tako da vse sorte je, no. Mislim, lejte, to čisto resno mislim. Sej to ni na moji glavi zraslo, mene je to pred 10 letem že rekel, če češ dobro punco dobiti, pejt v hribe, pa je boš dobil. In ni mi razlagal zakaj, ampak po mojem, da glih zaradi teh stvari, ki sem vam jih zdaj jaz povedal, ne. In lejte, ja, poletje bo konc, 2. september je danes. In zdajle, september bo še lep, mogoče še kaj oktober, pa november, pol bomo pa začeli čakati, da bo naslednje poletje. Jaz moram čakam, tisti 1. maj čakam, ker takrat je en tak preobrat in takrat mi je najlepše na svetu, se še dolgo poletje je pred mano, mislim pa pol. In še september je lep, pa še malo oktobra se tako fino šliš. Drugače bo pa konc tegale, ne, tako da treba je še izkoristiti. Tako da mi bomo tlele malo še posedeli, pogremo počasi dol. Pa bo dan končan, jutri nedelja, jutri bom pa kar delal, da kaj naredim, pa si mogoče kakšen dan med tednom vzamem prost, ne. Saj mi bi tole mogli jeti med tednom, ne. Med tednom bi bilo to pa prazno čist. Pa bi jaz lepo soboto, danes pa jutri delal, pa si pa 2 dni med tednom vzamem. Zdajle imam pa še občutek, da helikopter gre, to ropota za znort, tako da kar počasi nehal filozofirati. Dajte napisati v komentar, če hočete kaj v hribe, pa vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, dajte se naročiti, sem ta gumbek, naročite se, pa zvonček kliknete, da boste še več takih lepih videov videli, no.
Nič. Jaz vam želim, da ste imeli vsaj pol toliko dober dan, kot jaz. Vam pa prvoščim, da ste imeli še boljšega. Ampak boste mogli imeti res dobrega, ker jaz sem res vzhičen, res vzhičen. Glejte, helikopter koliko nizko leti. Glejte. Ne vem, a me ne išče ali koga drugega. Glejte to. Glejte, name gre. Že prej je tle šel, ne vem, ko imajo. No, sem še za na konc pa še ta srednje jezero, Fantazija, ne, pa tole tudi. V glavnem, no, poglejte še kakšne moje druge videe na mojem YouTube kanalu. Preko 1000 jih je. Eni so, če mene vprašate, zelo dobri, zelo zanimivi, tako da poglejte. Nič, imejte se, adijo.